Da ti vidiš od svojih frendov, kaj si res misliš od tebe, to je najbližje, kaj boš prišel svojemu pogrebu. Tragedija je komedija plus čas. Ne? Karkoli se dogaja zdaj, aktualno ti moraš imeti ta zdrav odmik. Kdo se ni sam sebi sposoben nasmejati, to je, če jih poznate, moje sožalje. Načeloma moraš pa ti vsak teden eno skladbo narediti. Jaz mislim, da je muzika ena taka stvar, da zato sem se tudi dobro našel noter, zato ker noben ne bo umrl, če ti kiksaš. Ploh ne berem not. Nikoli nisem bral not. Mislim, ni samo umevno, da hočeš biti dober. In ne rabiš biti. Koliko so ti plačali? Premalo in še preveč. Gost tokratnega podcasta Dolenjskega lista je Robert Petan, Brežičan, pesnik, glasbenik, kantavtor, voditelj, stihoklepec, satirik, muskonter. Kaj beseda muskonter pravzaprav pomeni? Meni se zdi, da muskonterji so tisti, ki igrajo nečloveško število ur na fešti. Da ni to, veš, glasbenik pride za uro pa pol, ne? Ali pa koncertmajster, ali pa kar. Muzičari, muskonterji so tam do jutra. Jaz tako to vidim, no, muskonter. To pa, če ne znaš not, si tudi malo bolj v klubu muskonterjev kot glasbenikov, se mi zdi. Dušan Pavlenič, profesor kitare na novomeški glasbeni šoli, mi je enkrat povedal, kakšna je razlika med muskonterjem in glasbenikom. Ajde. Je ni, dokler ne ugašneš luči. Ko ugasneš luč, muskonter naprej igra, glasbenik pa neha, ker ne vidi not. Zakaj meniš, da si ti muskonter? Zato, ker mi to najbolj, to mi najbolj naravno pride. To mi je, mislim, špilati gitaro ali pa karkoli načeloma, tlele se najbolj najdem v smislu, da lahko pozabiš, koliko je ur, lahko pozabiš jest, lahko pozabiš, da ni več ljudi, lahko pozabiš, da že spiš v bistvu. Že ogromno krat se je zgodilo, da z očmi, vsem že spim, na feštah, na porokah, na ne vem, fantoščini, na take gluposti, ampak to akordi še vedno grejo, to folk mora še vedno peti. To se mi zdi, da bolj to živi v meni, kot pa jaz živim. Tak, če malo probam. Kje raje igraš, pred ljudmi ali doma v svojem studiu, no, ki si ga naredil, kje v garaži? Da bi imel garažo, kakve sanje to zdaj. Jaz sem zadnjič bral nek meme, kao ta generacija drojena po 2000, ki jim je koncept garaže, tako, vi imate prav še eno hišo sam za svoj avto. Ta nepremičninska kriza. V glavnem, velik raj, mislim, sploh ne bi rekel velik raj, oboje mi je the best. Ljudje so tam kot neka kolateralna škoda, se mi zdi, ko jaz igram. Načeloma tudi doma, glih včeraj sem menil strune in začnem menjati strune na gitari, se obrnejo 2 uri, jaz še vedno tam neki to nudlam, štrudlam na terasi, tako, to mi je, nimam problema s tem, niti če so ljudje, niti če jih ni. Ful imam rad, recimo, tudi ko igram na kakih dogodkih kot kitara pa vokal, ali pa ne vem, ko ima sva z ženo kot duet, pa take zadeve, če me recimo sploh ne poslušajo. Meni ni ga lepšega. Tam si v kotu, kitaro imaš, malo luper imaš, malo se zavrkavaš. Zdaj, če si ti pevc, če si ti vokalist, če ti nekaj interpretiraš, je veliko bolj moteče, ne? Ampak, če imaš pa ti sam sebe, mislim, da ni nobenega problema tlele, da si sam sebi zadosti, no. Se pravi, ti bi užival recimo kot nek kavarniški pianist. Meni bi bilo, da bi špilo lahko to, če bi znal špilati pianino, če bi znal klavir igrati proper, meni bi bilo to krasen šiht. Meni bi bilo to taman. Ja, pa zdaj... Doskrat sem kitaro igral tako, recimo pri Splovarju v Brežicah, kot tako večerna zadeva, od, ne vem, 7 zvečer dalje do polnoči, recimo, tam imaš svoj očevalček, tam imaš svojo kitarco, vsake tok časa ti prinesemo, ne vem, kozarc vina, pa mogoče dobiš kaj za jest sansko.
Ali pa pride kakšna čedna gostja s kozarcem, Ja, teh je ful. ga postavi na pianino gor in reče: Don't make me sing. Znaš ta sketch od SNL-a? Ne, povej. On je krasno, samo ena je taka, veš, ko imaš v družbi, imaš vedno ene take nerealizirane pevce, pevke, med katere se tudi sam štejem, da ne pomote. In je sam tako, ne bom pela, no, kjero pa znaš. Ne bom, ne me sil, da pojem, kaj lahko iz F-dura. Veš, tako je res super sketch. Zelo nišni, zelo tak deep cut, ampak mi je bil zelo simpatičen. Dečko, si še dečko? Pa ja, Kaj pa majster? majster sem še bolj. Majster si še Ja. tudi en video si posnel, oziroma pesem čudovito. Ta majster, z naslovom Majster, ja, tam je, ta je res, mislim, to je... Tebi pa ogromno enih otrok, pa vsi, ki se srečujejo s prenovo doma, pa da kje sami narediti. To hočemo res, ne, mi običajni ljudje, ki nismo stihoklepci, ne, vse to vemo, ne, kakšni so ti majstri, kakšne fore imajo, kakšne so njihove napake, kaj moramo paziti pri njih, ampak ne znamo tega narediti tako, kot si to naredil ti, tega majstra, ne? Bolj ko razmišljam ogromno, mislim, cel point moje kantavtorske kariere se mi zdi, da sam neka neuroza, ki proba ven pride. Vse, kar pišem, so stvari, ki me res motijo. In to je bila ena izmed teh stvari, pa ne, da zdaj na šovih jaz povem tako, ja, to je en majster me zajebil, lahko preklinjamo, ali? Ne. Najbolj šni, ne. Prekinjanja ni ti, kar govori. Preklinjam. Preklinjaš lahko, smisel ne prekinjaš, dobro. Hočem reči, da na teh raznih kantavtorskih nastopih vedno rečem, ja, pa en majster mi je pač, ne vem, slabo naredil kopancu, ampak v osnovi jaz veliko bolj govorim o sebi. Veliko bolj govorim tlele, kak sem jaz nesposoben imam, ne bi rekel 2 levi roki, ker sem levičar, imam 2 desni roki, ali pa 2 desni nogi praktično za delo, ker je res, kamorkoli se postavim, pa probam nekomu pomagati, tam bomo neki zmerili skupaj, pa se narobe postavim, pa bomo neki držal, pa mu bom na pot. Pa neki, res zelo nesposoben za to. Levičar si? Ja, na polno. Pišeš z levo? Ja. Tako kot Jimi Hendrix? Jaz imam kitaro obično, zato ker je ful teže dobiti kitare za levičarje, pa se mi zdi... Realno se mi zdi, to je moj hot take tlele, realno se mi zdi, da bi kitaristi mogli biti dominantno roko imeti na vratu, ne na ubiralki. Zato ker, ne vem, tle imaš ful več dela, tle je ful bolj funny in pol, če greš ti recimo, ful se je izkazalo koristno, če greš pedal stil igrati, če greš lap stil kitaro igrati, posod, ker imaš ti vibrato moraš delati, ti bo z dominantno roko veliko lepš padlo pod prste delati nek vibrato, kot recimo z desno. Zdaj, glasbenik je bil tudi tvoj oče, miskonter pravzaprav. Še vedno je. Ja. V bistvu ima več špilov, veliko več kot jaz. Kot ti. On je začel svojo glasbeno pot z Nušo Derenda. Ja. In to sicer v osnovni šoli, ne? Ja. Da sta skupaj v šolskem bendu. Ne vem, mogoče narobe bom rekel, mislim, da so bili Vandručki ali neki. Zelo fora. On je dobil, za ne vem, kjer rojsten dan je dobil orgle in to je pol, ne vem, on ima tudi ful dobro uho in je, ne vem, skinu tiste, kaj se je takrat igralo, neke tiketačke, te zadeve na polno, da je on prav že to zna babica povedati. In poje že za, ne vem, za Božič ali za novo leto, je že on špil v dnevni sobi, pa so to plesali, pa tako da mu je to, on je bolj na tipke, pa harmonika. Ja. Si ti v bistvu podedoval glasbo po očetu, ali si ti svoja zgodba? Jaz mislim, da absolutno ogromno je bilo podedovanega in po očetu in po mami konc koncu. Imamo tudi posluh. Dedek oziroma njen foter tudi na polno, dedek po njegovi strani tudi na polno. Pradedek njen, mislim, da je celo šel v Ameriko s harmoniko tako, in se ni vrnil, tako je bilo to kar skupek enih del. Ampak da igraš kitaro, je pa kriva babica tvoja, ne? Da igram to kitaro, ki jo igram, je kriva babica. Ja, ona mi je kupila, fusi se pogledal stvari, bravo. Ona mi je kupila prvo kitaro za, mislim, da 6. rojsten dan.
in mi je bilo neverjetno. Ampak, In je bila skrita v omari. Skrita je bila v omari, no, daj mi kitaro. Zaradi tega sem jo pa prinesel. Zdaj jo vidim in ne morem drugega gledati kot tisto kitaro. Prinesel sem jo ne zaradi majstra, ampak zaradi tega, če še znaš tisto melodijo iz tiste risanke, ki... Ni bila risanka, bila je serija Dawson's Creek. Ki se je ful vrtela po televiziji. Prijatelji je bila, ampak ne Friends prijatelji, ampak prijatelji je bil prevod. Mislim, da je bilo, ne vem, na kjeri televiziji, ne vem, na kjeri. Mogoče na RTV-ju. Ne, ni bilo na RTV-ju. Ampak je bila fora, ker je bila, skrita je bila kitara not v omari in v omari je bila v futroli njeni, mislim, v torbi, ne, v kufru. In jaz sem našel že prej, da jaz to dobim, kot ne vem, nekateri darila za božič, kakorkoli. Vidiš ti, sem našel, to je verjetno za mene, ne vem, za koga druga bi bila ta kitara, jaz sem si jo že zaželil. In pa sem jo hodil tam špilat na skrivaj in sem tako odprl tisto futrolico, ne celo, zato da če bi kdo prišel, da je lahko hitro, ampak sem samo mal odškrtnil tisto torbo in sem imel dostop samo do prvih 3 strun. In samo na prvih 3 strunah sem tam, to, no, daj mi kitaro, prosim, ti lahko pokažem, kaj. Tako recimo si jo odprl, da so samo te 3 strune bile dostopne in pol tam nekam probavam, nisem je tako vzel, tako je stala in če igraš kao to je tako zvenelo, ko sem bil dete, to je Sixpence None the Richer, Kiss Me, znači So kiss me. Ta komad, ampak to je bilo tle. Tam gor, ja. In lepo, slišalo se je približno tako. To je približno tam, ja, to je to. In jaz tak, the best, to ho mi čaka, da dobu. Jaz sem to hodil vaditi, kao, ne vem, tedne. In potem sem to dubu in jaz igram kitaro in kot car jaz to sprve zašpilo. In tako, prav drži ta haler. Geni. Ja, menda pa zaradi tega... Jaz sem kar mal meča lahko. Kar dej. Zaradi tega mal slabš bereš note, ne? Sploh ne berem not. Nikoli nisem bral not. Tudi imam 8 let. Ampak v glasbeni šoli si jih moral. Ja. Mislim, ne. V bistvu je bilo tako, da je moj profesor, hvala Bogu, da je imel potrpljenje, ker sem bil eden najslabših učencev ever. Tako je bil on, tako sem bil jaz, on je bral note, jaz sem gledal njega in potem njega skinjeval. Tako grozno, res. In za vsako, ko so prišli na govorilne, ne vem, komu je bilo slabše, en hoditi na ure ali staršev hoditi na govorilne, on je rekel vedno, on takoj, ko pride, on že pogleda na uro in odšteva minute. In to grozno, 8 let tega. Hotel sem nehati kitaro, za vsako sem hotel nehati igrati kitaro. In so rekli moj, lahko? Do konca leta. Ne. Sam češ ti rekel profesorju. Ti se zmeni, da boš nehal. Ne bomo te mi sami spisati. To pa ne. 8 let tega. Ja, ampak naučil si pa se nekaj. Ne? Ja, in najboljša odločitev moj staršev zaenkrat. Ja. Da so ustrajali pri tem. In nisi sam igral v glasbeni šoli, ampak si, tako sem te jaz spoznal, vodil prireditve. Ja, tudi to je pol pozneje prišlo, ko mi je bilo pol, pa malo tekste lahko napišem, pa malo duhovit tlele, duhovit tamo. No, bil si duhovit, ja. Ja, sicer še ne tako izdelano kot danes. Kje pa še zdaj ni izdelano, to je zdaj tako zbrdo zdola. Ampak to sem malo pozneje pol začel, ja, mogoče bi pa lahko nekaj povedal, mogoče mi pa še biti malo na odru v smislu. Ni mi tak problem, mislim, ful imam tremo, že takrat sem imel ful tremo, ampak polko pa enkrat se to vse skupaj začne, mi je pa kar odgovarjalo to ta pressure, pa ta pritisk, pa to, sploh pa pol na koncu, ko tako, pa sej, sem pa dejansko nekaj dobrega za družbo naredil, lahko si bil koristen na ene specifične stvari, če že ne znaš zmeriti stvari, postaviti stvari, ne vem, zbrusiti nekaj. Majster. Nekaj od tebe imajo, to hočem reči, ne, in to je tako, nekaj od mene imajo. In kaj prav zdaj ta profesor, ko te recimo posluša, vidi na televiziji, vse posod. Zdaj se oba dva delama, da sem bil dober učenec. Zdaj tako, super smo se imeli, super smo se imeli. Tako prva 3 leta otroštva, veš, ko vsi kao, ne, otrok je spal, otrok je bil priden, otrok je bil.
Ja. Kako pomembno je recimo za glasbenika to, da ima uho, da sliši. Odvisno, če hočeš biti dober. Ja, ne. Ker ni to tako samoumevno. Ne, ni. Ker vsi tako, mislim, ni samoumevno, da hočeš biti dober. In ne rabiš biti. Jaz mislim, da je muzika ena taka stvar, da zato sem se tudi dobro našel noter, zato ker noben ne bo umrl, če ti kiksaš. Ni to en poklic, ki je tako, ne vem... Kirurg, recimo. Ja, kirurg, ali pa ne vem, projektiranje, pa statika, pa neki, pa nadstreški, pa to. Ne, ti imaš inštrument in te sprošča, da špilaš. In ti lahko nimaš pojma in veš, ne... In to je vse, kar znaš, in znaš to špilati 40 let, ampak vzameš kitaro in je fora. In to je dost, in ne rabiš nič več. In imaš ogromno, ne vem, basistov, bom rekel, ki znajo špilati v bendih tako, kot so jih naučili in tako se špila. In niso slabi bendi. Veš, kaj moraš tam delati, zdaj neko to virtuoznost, pa to, pa ne vem, pa po posluhu, to je super in ni ga lepšega, ko se znajdeš z enimi ljudmi, ko se sploh ne bi rad pogovarjati. On dobi en inštrument, ti dobiš en inštrument in vidva vsak po svoje neki tleče blata in je to in vse, in je to, ne vem, večje kot ne vem, kakršnokoli drugo izražanje, ampak ni pa nič narobe, če sam špilaš tako, kot je malo fino. Kupiš si un handpan, veš, poznaš une handpane, kovinsko, ko je spleha, pa tako malo zdaj ima tako mistične note pa to, ampak tisto malo tepeš, tisto ne moreš faliti, lepo se počutiš, muzika je to, a priori ne more ti naškoditi, kakršnokoli muziko špilaš, ne more ti, dobro to, verjetno nekje, kjer mogoče, ne vem, je proti režimu, pa te zaprejo, ampak v osnovi muzika kot taka... Ampak to je vokalna glasba, tle je že malo drugače. Ja, to, taj že imaš neka mnenja. Samo s kitaro, brez vokala, te ne bodo zaprli. Ja, tako. Ja, v bistvu ti ne prisegaš na eno glasbeno zvrst, ampak poslušaš in igraš menda kar vse živo, od simfoničnega orkestra do punka. Kaj? To je tak grozen joke, kaj špilate, vse živo pa to še ta. To je grozno. Ja, ampak enkrat si rekel, da ti pa ena zvrst pa posebej pri srcu, ne? Gypsy Swing. Ja, to mi je bila. Django Reinhardt, pa dobro, v Sloveniji kaj z tega naredil, recimo Pikel, ali pa zdaj Teo Colori. What? Bi igral s Teo Colori. Ja, valjda bi igral s Teo Colori. Mislim, kaj je crazy. Sam to ni ta nivo, ne, to sploh ni ta nivo. Jaz tam, sploh ne vem, kaj bi se... Doskrat, ful ego tripam na noter včasih, pa tako pa priješ na nek band, pa tako, okej, če bi zdaj mogel biti, vedno imam ta scenarij v glavi, pridem nek band poslušati in tako, okej, če si nekdo od njih zdaj zlomi roko, pa da bi jaz mogel na hitro skočiti, po neki šansi, veš tako, bom mislil, neki, kjer od njih si lahko zdaj zlomi roko, da jaz neki bom znal tam zraven. In tam ne bi prišel zraven. Ne vem, če bi zraven prišel. Pri nobenem. Pri večini bendu ne bi prišel zraven tako, ne. Ampak me tudi bankoma tudi pizza, res se je lepo navežbal, ko malo... To je, unga seka, dobro, nijem tržec, ampak res je... Vse je bilo tam nekje, čak. A jaz sem jo val, da sem jo dal dol in sem ti jo ukradil kot pravi kitarist. A, leo. Aha, čakaj, imam še. Imam jaz tudi še, pa kaj sem... Leti to. Ena je mehkejša, ta je mehkejša, ta je... Ej, ta mehka je pa kao za Oberkrein, to je pa... Kar je tako podobna stvar. Oberkrein pa Gypsy Swing, to sta dve plati izga konca. Ja, sem harmonije so drugačne. Ja, eno je dur, eno je mol v osnovi, ne? Ampak imaš ti tudi kitaro, ki jo igra najbolj čisana gitara za Oberkrein, ki jo je Levček, ne, Leo Ponikvar prav. Iz Uršnih sel? Z Uršnih sel, tako je. No, to kitaro, ki je on igral, je bila Framus AZ10. Jazzovska kitara. Attila Zoller. Jazzovska kitara, Attila Zoller je Gypsy Swing igral. Na polno. Ja.
In to je... Ta kitara Framos je prišel narodno zabavno glasbo prek Levčka. Tako, zato ker Levček je imel, kaj so bili oni optimisti, ne? So bili gypsy, mislim, so bili jazz sestav ljubljanski. Ja. Njihov komad Oblački na nebu. Pa to ti vse veš. To so take harmonije, to je tako ono... noro, dobro. Veš, ko naviješ, bo ne vem, osnova, pa terca, pa tretja, pa bas, ampak je tako fucking aranžmaj, ko so cluster chords, veš, ko so prav akordi, ne vem, res malim intervali vmes, ko se tako lepo pele vse skupaj. To je, mislim, neki čaroben, ki se zgodi, ko imaš ti band, kjer vsak špila tam velik izpod svojega znanja. Ker imaš ti bende, ne vem, ki se folk, ne vem, gre metalce, zato ker jim je cool metal in se res dudlajo in in je noro. Pomaš pa ti band, kjer imaš ti ala Levčka, kjer imaš ti, ne vem, Rudana, kjer imaš ti band kot je Avsenik, ki so vsi velik jači po žanru kot Oberkrajn in se, ne bom rekel, spustijo na Oberkrajn. To je čist napačna interpretacija, ampak da veš, da oni imajo v prstih več kot dovolj, da lahko res s srcem špilajo to. To se večkrat zgodi, da nek virtuoz na nekem inštrumentu, recimo na klavirju, pride in zaigra skladbico, ki jo igrajo v 3. letniku glasbene šole otroci. Ne? Ampak je malo drugače. Malo drugače. Ja, ti ne igraš samo kitare, ne? Ti imaš celo zbirko inštrumentov, tudi doma. Mislim, največ od inštrumentov imam kitar. Kateri inštrument imaš pa najraj? Pa bi, recimo, enkrat si rekel, da bi klavir se rad da bi raztural klavir, noro dobro. Jaz se spomnim, mislim, doma nismo imeli, mislim, zdaj imamo klavir, ki smo ga z Darkotom, z bratom smo ga kupila fotru. Mislim, kot pianino stage, ne zdaj, smo ga kupila, da ga ima v dnevni sobi kot tako, da je neki fiksno. Drugače so bili pa vedno synthesizeri. In se spomnim, smo gledala Tom in Jerryja in Tom in Jerry imel vedno strašno dobro muziko za uno. In je ena epizoda v Tom in Jerryju, ko ona dva drsata na ledu. In podlaga je bila tako dober klavirski komad, ki je šel do paj-tadam, ta-da-da-da-da-da-dam, ta-da-di-da-da-da-dam, faj-da-da-dam, pa-da-pa-paj-da-da. In jaz nisem vedel, kjer je to komad in sem ga šel res kot dete tam neki skinjevat, neka mazurka od Chopina. Krasen komad. To ali pa, ko se je vrtel po kanalu Sex and the City, pa je bil pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-da-da-dam, pa-da-da-da-da-da. In isto tisto šel neki skinjevat, nek tist latin, kaj je, ne vem, salsa. V glavnem, ogromno stvari, ko sem jih slišal, to pa res moram znati. In klavir, ni mi žal, da špilam kitaro, ampak mi pa tudi ne bi bilo žal, če bi špilal klaviature, se mi zdi. Če bi šel z nule še enkrat vse skupaj. Klavir se mi zdi taka, ko atletika v športu, recimo, en mati inštrumentov. Tak, če imaš to, imaš vse. Bas. Bas je funky. Bas. Brez basa ni nič. Kateri inštrument je najbolj pomemben v bendu? Je bas, valjda bas. Mislim, če imaš vokalist. Aha. To je najpomembnejši inštrument. Ker brez, mislim, to realno to vsi pridemo poslušati. To ima melodijo, to ima besedilo, to nosi sporočilo. To daje naprej to, kar hočemo povedati. Ampak, če češ pa tako, je pa, mislim, najbolj se imaš fino, ko špilaš bas, po mojem mnenju. Najbolj, moš ti... Tudi posebne face delajo ti basisti. Malo drugače, kot recimo kakšen kitarist, ne, ali pa pevc. Ja, to je pa res pa zagruva, pa... Basisti so noro. Ampak, veš, brez veze je pa, da greš se ti šolat za basista. Mislim, ne še šel šolat za basista. Veš, je rekel... Se šolajo, kaj ne? Jaz jih par poznam. Že, ampak od začetka, veš, da boš... Mislim, škoda je, ipak je bas. Sej je super, ampak je tako bas. Čak, veš, kdo je rekel? Kaj je, največji songwriter, ki je vse za Nuša napisal. Moraš pa ti vedeti. Ne, veš ti tudi. Kasano, Vlašiča. Ja, Vlašič je rekel, da basa se naučiš, bas sam kupiš. Bas kupiš in to... In je res.
Tudi basisti so posebne vrste ljudi. Ja, Mlakar je to krasno upodobil. Ja. Unamona, ki zadnji gode bas. Kontrabas. Odličen komad. Ja, krasen komad. Koliko so ti plačali? Veš, kaj te bom vprašal? Ne vem. Za Rad te volim. Premalo in še preveč. Hkrati. Dobil sem šiht. Tako da še odplačujejo. Ja, niso mi pa prej pa absolutno nič. In mi je bilo simpatično, ko sem dal ta komad ven, pa so se znašli pol komentarji spodaj, kjer fucking plačanci takrat sem bil še tako, da barem. Da vsaj bi mi kaj plačali. To te bom vprašal, ampak nekaj še vmes. Kanto imaš še? Imam. Kaj noter zdaj? Noter so futrole od kitar mehke. Vključno z od prve kitare. Ja, torbe od kitar imam noter zvite. Povej zdaj, kaj je to Kanta? Kanta je najbolj genialna nagrada, kaj sem kdaj dobil. V smislu, kako zgleda. Ker imaš Kantfest, na Kantfestu se pač kantautorji pomerijo oziroma prikažejo oziroma pokažejo. In na prvi Kantfest, ko sem šel, sem dobil kanto žirije in kanto občinstva in kanta žirije je, ne vem za katero od teh dve dobiš kanto, ampak dobiš prav fizično kanto za smeti, veliko, kovinsko, lepo, pofarbno na oranžno. Tak, najbolj mariborska stvar, kaj sem jo kdaj videl. Noro, mislim štajerska. Taka res je, v Rušah je bilo in to mi je polepšalo. Si bil tisto leto najboljši slovenski kantautor, komisiji sta bila pa Jani Kovačič. Ja, Kovačič, pa Ali Smolar, pa kolegica z radia. Se pravi, taki ljudje, ki se spoznajo na to, ne? Ja. To se pravi, da nisi kar tako dobil. Ko sva pri nagradah, ti si igral tudi nagradne koncerte, ne? Ja, ker so bili nagrado. Veš ti to, genialnost. Ja, tudi nagrado sem igral v Brežicah na polno. V bistvu si s tem zmagi na Kantfestu in pa s prvo ploščo, si nekako si se predstavil širšemu občinstvu, prišel na radio, plošča, kako je že naslov bila? Ni zakonje dirka, ni tako. Baje pripravljaš drugo ploščo, ki bi po napovedih izpred 2 let že morala iziti pred 1 letom, pa zdaj si napoved spremenil, ne? Pripravljam. Tako par komadov imam napisanih. No, baje je en komad o podcastu. Ja, ampak tega sem pol že... O takih podcasterih, ko sem jaz, recimo. Ja. A lahko prosim, da še mene kaj vpraša. Niga čez pahorja s temi podcasteri. On je prav je povedal javno, da on je naredil podcast zato, ker bi rad, da kdo še njega kaj vprašal. Tako da je stari, no. Ne, pa sej mora tu, kaj ne. Ampak ta komad smo pol že ponudili, zakaj dogaja. Imel sem ga našparenega za plato, je prišlo pa en teden, ko je bilo tako, ta teden bi pa mogoče Robi ti napisal v podcastih, sem rekel, jaz že imam ta komad, če ga lahko, ker dam tega in sem imel malo manj delati s teden. Tako da tisto je šlo že ven. In je na YouTube, podcast. Načeloma moraš pa ti vsak teden eno skladbo narediti. Ja. Če nimam še komado po naročilu za razne ljudi, ki bi tako zrojstnem do to. Ampak tudi do tega pridemo. Ja. Rekel sem vsaj en komad. Mislim, da to je hud pritisk. Človek ni vsak teden razpoložen ustvarjalno, pa da bi... Ja, res je. Ampak tako se mi zdi, da tlele disciplina veliko več dela kot nek navdih. Ker navdih, res je, da po navdihu sem naredil komade, ki so mi všeč moji. Ampak so 3 mogoče. Vse ostale, ki jih je pa na, ne vem, že skoraj 1000 po mojem, je pa pač, ker se usedeš in moraš narediti komad. In niso slabi. Eni so. Ampak je tako, ko se ti spraviš nekaj delati, zelo težko boš dal od sebe res shit.
tako, ker nočeš, ker boš ali popravilo, ali naredil na novo, ali nekaj, ne boš dal čistega šita od sebe. In je dobro, da to delaš in res nisi v navdihu vsak teden, ampak te noben nič ne vpraša. In to delaš in sem ful hvaležen sploh za to, da mi dajo to priliko, da... Ker ko ima to stane, sej, če bi pisal skeče, je super, ampak nisem tako dober v tem, ampak tudi skeč pol ni več aktualen. Ko ga enkrat ljudje slišijo, ja, je to. Drugič... Tako, komat ima pa to neko lastnost, pa ne vem, zakaj ga to lahko smo se s velikokrat Perico ponoviš, ne? pogovarjali. Ja. Ja. S Perico sem se pogovarjala in rekel, vi fucking muzičari, kaj bi on dal, da bi lahko kariero imel na 3 jokih, ki jih je naredil pred 30 leti. Si predstavljaš? Ko imajo nekateri glasbeniki. Ja, ko imaš glih obratno. Glasbeniki pa tako, sam prosim, ne mi nekaj novega. Sam prosim, špili te komade, ko jih imam rad, zato sem jih prišel, te nove svoje plate, ti lepo zadrž, ne se vrtijo po radiju. Dej mi to, da se bom drl od višine za zvrti, pa basta, ne. Tam imaš pa pri stand-up komikih, pa tako, če pove pol ure novega materiala, pa noter en joke 3 minute star, je tako, ja, že ponavljaš, jo, si se izpel, tako, res jim ni lahko, no. Ne. Uživaš v snemanju in pripravi oddaj za kaj dogaja? Ja. Ekipa je dobra, no? Ekipa je the best. Ekipa je super. Meni je to, mislim, ko sem padel not v to ekipo, mi je bilo tako, kaj boste vi zdaj tle z mano, kaj lahko jaz sploh tle doprinesem. In še vedno se to načeloma sprašujem, ampak ker so mi zdaj namenili tako eno lepo nišo, da res sem jaz tle za musko in da se ne petljam preveč, ker ni šans, da bom, ne vem, improviziral tako Alenka, ni šans, da bom tak, ne sam imitiral, pel tako kot Tilen, razumeš? On ima ogromno ljudi, tako, ja, Tilen je res je faca, pa res je ful dober imitira, pa tako, ampak kaj lahko, prosim, se zavedamo, kako on dobro poje. Veš, kak Tilen dobro poje? Ja. Ker je tako, pa ne zdaj, ne bom zdaj šimfal RTV-ja, ampak ti imaš tam tonce tako, na smeno, ne? Ti ne veš, kjer tonc te bo delal ta petek, za to malo teraso, za ono malo teraso. Eni so super, eni so malo manj suboptimalni, bomo rekli temu. On za vsako, pa če se ne sliši nič, pa če poje praktično na suho, pa če ima ogromno reverba, pa če neč, res poje točno. In to je tak, to res ni samoumevno. V pogojih, ki res nihajo, da on res odpoje točno za vsako, ker on je v prvi vrsti, bila smo zadnjič na eno prireditev, smo vodila skupaj, in sva se, v bistvu nas niso nič vprašali, ampak kot eni gosti so bili otroški, mislim, da pevski zbor, ki so špilali Od radosti. In smo se midva prištula, midva smo tudi malo muzičari, če bi midva lahko zraven bila. In smo se usedeva, on gre na čelo, jaz gre na gitaro, midva jih spremljava, oni grejo dol z odra in se midva tako spogledama, tak, zakaj midva sam to ne bi delala celo življenje? On je rekel, mali falil, veš, mali falil, pa bi bil jaz pač ala simfonik, ala v enem orkestru, note, mirno življenje, mislim, koliko toliko, je to. In se mu pozna, da je, tudi kar se tiče vaditi, ima on ta regiment, da je, mu ni noben problem priti v Brežice na vaje, ni mu problem 4 ure vaditi, zato da se bo nekaj spililo. Tako res je tak garač, pa tak muzičar, da ga je skoraj škoda v komediji, realno. Ja, pa če bi bil pa sam muzičar... Ja, bi bilo pa še bolj škoda. Še bolj škoda. Ja. Satira. Zakaj narod za svoje zdravje potrebuje satiro, dobro satiro? Zato, ker Hrvati je nimajo, pa glej jih. Ti si zdaj bliž Hrvaške, Brežice, pa tu ti verjamemo vse, ker... Ne, sploh. Ne bomo zdaj. Ampak satiro rabiš glih za to, ker satira se dela, po mojem mnenju, satiro, ti se delaš norce iz ljudi, ki so na oblasti. Pa kakvi bili, ne? Vi se delate norca tudi iz unih, ki niso na oblasti, ki so v opoziciji. Ja, že, ampak v osnovi so na oblasti, še vedno imajo več, bi rekel, besede pri tem, kaj se bo zgodilo kot, ne? Mi. Ja, kot mi. Pa obrnilo se bo spet, pa bo spet, no, veš, enkrat se bo, to se nekaj spreminja. In zakaj rabiš satiro? Zato, ker ljudje
sploh, ko pride do nekih tem, ki so malo bolj resne, ali pa sam, ki jih malo bolj zadevajo, pa ne bo to, ne vem, pa ne bo to nek LGBT, ali ne bo to neka obramba, ne bo to evropsko, ne vem, evropocentričnost, karkoli. Imaš ljudi, ki se jih, pa tudi sam spada, mislim, vsi spadamo med njih. Je neka tema, ki je obče politična in se te bo dotaknila bolj osebno, kot bi se te mogla. In takrat boš ti malo bolj trpel, kot bi mogel zaradi tega, kar se dogaja. In takrat je faka dobro, da ti veš, da sorry, to je vse, to je smešno, to je lahko smešno. Kot je pregovor, ne pač, tragedija je komedija plus čas. Ne. Karkoli se dogaja zdaj, aktualno ti moraš imeti ta zdrav odmik. Ok, ampak to je še vedno smešno, kaj se dogaja. To je, mislim, tudi če je res najbolj kritično, kot da imaš, ne vem, da večino sveta obvladujejo neki tipi, ki so fucking stari, pa hočejo večno živeti, pa imajo milijone keša, pa milijone let pred sabo in mislijo, kot da bojo to vse bo njihovo in to. To je smešno po svoje. To je še vedno vrtec. To je, tako sem imel v vrtcu skupino unih dečkov ali pa enega dečka, kot ko jaz bom pa zdaj te po druge, zato ker sem doma nesrečen. To je sam isto, sam imajo ful več keša, pa nobenim kao ne smeš reči. In da ti obdržiš ta nek odnos, se mi zdi edino zdravo, ker če ne se te fucking zmeša se ti. Ti v teh svojih satiričnih zadevah se velikokrat najprej narediš norca mal iz samega sebe, ne? Probam. To je dober prijem. V bistvu potem, če še z nekoga drugega se ne more biti užaljen, ker si se taparil sebe, ne? Če pogledaš tako pragmatično, tudi to je res, seveda je tudi to res. Ampak se mi zdi, da je zelo, se mi zdi. Ne moreš ti sploh komedije delati, dobre po mojem, če nimaš ti tega, da se ti tudi od sebe ne oddališ toliko, da vidiš tudi to, kar ti delaš, je blesavo. To nisi pa zdaj, veš, ker če ne si ustrahovalec, če se ti delaš norca sam iz njih, si buli, ne? Ja. Si tako, pa si sam druga stran, ampak isti shit. Če pa ti vidiš, to, kar ti delaš na nekih drugih področjih, ali pa na tem celo, ali pa ti si to še 3 leta nazaj si govoril čisto nasprotne, in če ti to se lahko zavedaš tega, je smešno. Je fucking smešno. In to je po moje zdravo, da si sposoben se malo sam sebe nasmejati. Ker kdo se ni sam sebe sposoben nasmejati, to je, če jih poznate, moje sožalje. Na Dolenjskem listu imamo enega karikaturista, Branka Babiča, ne, in on... Tulko ima gora. Prosim? Babičeva gora. Ne. Vem, da ne. Jesus. Ok, v glavnem, on poleg karikatur za Dolenjski list in Slovenske novice, ne, ima en kup stvari tudi po naročilu za narediti karikatur, svoje vrstne karikature, glasbene pa tudi ti delaš po naročilu. Ja, tudi. In enih par se misli so fenomenalne. Hvala lepa. Hvala lepa. Tam se pa res, se potrudim. Kako to gre? Pač povejo ti mal, kakšen ta človek je, se ukvarja, ti pa potem to mal na što sobrneš, mal ga pobožaš, pohvališ. Tako. Odvisno, kaj hoče. Eni hoče prav, ne vem, dosti je povezano s starostjo. Recimo, če praznuje, naš kolega 30, dej si ga mal prvošč, ne. To je naredil, zadnje cajte, ne vem, tlele je kiksno, hodil je v srednjo šolo, pa je bolj ni hodil v srednjo šolo, pa tako, dej se mal z tega norca deli. Pol imaš pa, ne vem, podarijo možije svojim ženam za 40, za 50, recimo. Tle pa lahko, prosim, pa jim povem, dej povej mi, kdaj se spomniš, ne vem, kdaj je res najlepš bila oblečena, kdaj se spomniš v tistih najlepših momentih, pa takrat lahko rata malo bolj romantično, pa še vedno se malo norca delaš. Pol imaš pa, kot je 70, 80, imaš pa že življenjepis zapovedati, pa to že... Je pa že vsega. V mladosti si bil tak, pol je življenje ratalo malo naporno, pol si splaval ven in tako. In je ogromno enega respekta čutiš do življenja ljudi, ki ti res napišejo
napišejo ti, sploh če imajo slavljenca, pa o njem veliko ljudi piše, pa vidiš tega človeka iz toliko zornih kotov, Čeprav ga ne poznaš, ne? ne poznaš ga sploh, zveš čist preveč o njem. Zadnjič sem igral za eno mlado poročenco, sta si zaželela komad in mi je ona napisala, kak je on ljubimec. Ne morem to v komad dati, kak je on ljubimec. To ve ta vidva, lepo zdaj, da vem tudi jaz. Ne bom ga mogel več nikoli v oči pogledati, ampak lepo, ne. Ampak če jim reč, da je pa, tudi vedno, ko končam, jim rečem, dej, vi boste ta komad predvajali, to je vse lepo, ampak dejte jim še te zapiske za prebrati. Kaj ste vi napisali o njih? Ker dosti stvari niti ne moreš vključiti, ker je predolgo, ali pa ti narediš na foro, ker je boljša rima, ampak oni pa napišejo res iskreno, kak čutijo. In to, da ti vidiš od svojih frendov, kaj si res misliš od tebe, to je najbližje, kaj boš prišel svojemu pogrebu. In to vsi hočejo, ne? Ja, Bodi iskren. Vsi hočejo biti na svojem pogrebu, ne? Tako da se mi zdi to res en tak lep sentiment in ga vedno ful resno jemljem, no. Zadnjič sem naredil en komad iz Principa, tako. En model je bil, tako, ja, jaz bi pa podaril, ne vem, svojemu ne vem kaj bi podaril en tvoj komad, ampak njen ne vem kdo noče tega, ker je rekel, itak to lahko AI naredi. Fuck off. Sem šel in sem z Principa naredil za 100 komad, za ono, sam vrelo je iz mene, pa ful lepo je bilo narejeno, ampak tako, evo ti na, tudi iz žahtnobe ratajo, da je zelo lepe stvari, se mi zdi. Ja, poznaš kakšno Majo Vajs? Ne, poznam Majo Vajs Petan. Ja, pa ena se pa Maja Vajs, pa še malo drugače piše. Ja, tako. Sva sodelovala po dolgem času, pred kratkim. Profesorica na medijski šoli, ne? Tako. In smo delali predstavitveni filmček za medijsko šolo, oziroma mislim, da ne vem kaj, ob letnici. Smo delali neki in mi je bilo prav vedno obadva z ženo, ki je tudi Maja Vajs, sedaj Maja Vajs Petan, vedno obadva poslušamo o tej režiserki. Pa ste vi, skejzona, ne. In končno pridemo, okej. Sedaj vemo, o kom je bilo govora. Ja. Zdaj profesorica, ne? Ja. Ja, na medijski, to je. Tudi na tej visoki strokovni, ali kaj že. A res? Ja. Na FRI-ju? Mislim, tam Ne. Na tej medijski. Ja, ok. Kor na vrso. Ona je izjemna. Ja. Mislim, da bi bilo treba povabiti tudi v podcast tukaj. Ja, jaz se ne bom, ne? Ja, jaz se bom. Z Majo tudi nastopata, ne? Ti nastopaš sam, nastopaš z Majo, nastopaš tudi z bandom. Z Raftersi, Niti v 10 vas ni menda. Z Raftersi. Ja, sploh nas ni 10. Ne, ni 9. 8 nas je. 8 nas pa je. Ja. Kaj raje igraš? Sam, z Majo, v velikem bandu, v simfoničnem orkestru? Manjko ljudi okoli mene bolj grozno. Tako, če sem sam, je najbolj grozno. Ja, valjda trema. Še zmeraj imaš tremo? Ful. Ja, te moji teksti, pa to je toliko stvari za kiksniti. To je halo in pa se vleči iz tega. Pa ne igraš po notah, pa ne gledaš v tablico. Ja, pa sej zato, da bi, če bi bral, lagano. Lahko imamo koncert z novim materialom vsak teden. Tle imam tablico, jaz bom bral, vi gledajte mene, kak berem, super se bom imeli vsi, res, the best. Ne, to imam pa tak branje tekstov, sploh če si pevc, to pa ne moram preboleti, to mi je pa, tudi v bandu, ko smo mi začeli, sem bil tako imeli koncerte, bomo imeli 5 komadov manj, če rabite, ve to, sam res ne bote, pa kiksnite na odru, ni panike, sam ne brat tekstov, ker se mi zdi, da si tako steno postaviš med občinstvom pa tabo, če bereš tekste, da mi je, tam je, tlele imam pet piv, se reče, s tem imam problem. Tudi, ko vidim, ne vem, pa so fantastične pevke, pa gledaš, ne vem, koncert s Kongresca, Poletna noč, pa tako pa, ono na polno poje, ne vem, Poletna noč, bila je najin dom, vse stene iz dreves, za stropne, tako pa pa nauči se komad, en komad se imaš za naučiti. Grozno, pa lahko, da so jih potegali zadnji moment, boš vskočila, pa nisi ziher, pa valjda je ogromen pressure, tam imaš cel Kongres, tam imaš cel orkester, ne smeš kiksniti. Sam stari,
tekst moraš vedeti na pamet. To ti je osnova. To je osnova. Zdaj, ta tvoja produkcija, vse, kar delaš, ne, v bistvu je skoraj več kot pisanje glasbe, pisanje besedil. Ne. V bistvu si pesnik, to je tudi poezija, konec koncev. Kdaj si napisal svoj prvi sonetni venec, na primer? Svoj prvi in edini. Aha, ta je bil edini. Dobro. Ja, ta je bil edini. Sem napisal za, mislim, tehnično za mojo bivšo, takrat v osnovni v začetek srednje šole. Takrat je bila že bivša ali še ni bila bivša, pa je zdaj bivša? Takrat še ni bila bivša. Aha, dobro. No, čeprav, ja, tudi ta moment bi bil. Sam bi bila mogoče malo bolj usmerjena. Ja, za takratno punco, to je bilo v začetku srednje, ampak bolj je bilo, ker če imam kaj, bom pa rad, da nekdo reče, da se nekaj ne da. In to je učiteljica, profesor Bregačeva, je v srednji šoli bila tako, ja, to je pa pač France Prešeren, on je naredil sonetni venec, to pa veš, to se... Take stvari pa pač ne more več zdaj delati. To pa še nismo dočakali, da bi nekdo še isti sonetni venec. In sem šel domov in tako, preštel imena v Primčevi Juliji, kjer moraš sestaviti ime, pa za vsako ime se moraš sestaviti. Tako res je matematika, super. In pa sem sestavil od moje bivše ime in se je bolj skladilo, ker Primčevi Julije je bilo Primcevi Julije, ni bilo Primčevi, da so, ne? Tlele ime pa primek se je pa glih tako lepo sestalo, da nisem mogel nisem rabo nekaj in sem si vzel tisto popoldne, sem spisal ta sonetni venec. Zdaj, če greš, noben ti ne pove, veš, ko greš pisati sonetni venec, veš to, ko greš pisati sonetni venec, noben ti ne pove, da se boš začela, da je forma je taka, da boš ti slej ko prej mogel na eno besedo najdeti 25 rim, recimo. Mislim, da je bila na neki na okuša. Kuša, pokuša, suša, duša, neki. Duša je še lepo, napišeš duša. Poskuša, v redu. Po pa tam, ne vem, v sonetnem vencu priješ do kaj se 9. soneta ali neki zdaj. Zdaj si pa že na skuša. Zdaj si pa že na dej. To pa že več ni tako romantično komad, to je suša. Kaj dej Tako da ni najbolj elegantna pesem, no še vedno je pač Prešernova daleč jača. Ampak po vseh pro forma pravilih pa spada pod sonetni venec in je bila profesorica tudi zadovoljna. Tako, ko so zadovoljni. Aha, so vsi poslušalci oziroma gledalci oddaje vaše, kaj dogaja, zadovoljni s tem ali dobivate kaj pošte, vas sem hvalijo? Ne, dobiš pošte, valjda dobiš pošte. Tu take grde, nesramne? Ja, sam te. Noben ne napiše pozdravljeni, ta oddaja je bila pa izjemna. Kako pa napišejo? Napišejo, pozdravljeni, tokrat ste šli pa predaleč. Vaša verzija, ali pa ne vem, kako ste se grdo ponorčevali iz tega pa tega. Ali pa ne vem, čist gluposti, gospa je enkrat pisala, v vaši skladbi ste uporabili besedo gužva, ki ni slovenska. Jaz tak, res, pardon. Morali bi uporabiti gneča. Kaj veš, kaj pomeni gužva izvorno? Ne. Gužva je ta kepa sena, ko jo stlačiš in jo daš enkrat konju za jest. A res? Ja. Ni to iz Hrvaščine prevzeti neki? Tudi oni so od nekoga prevzeli. Prihaja tam iz shoda, celo bolj daljnega shoda. Hvala. No, gospo je ful motlo. Da jaz nisem... Pa meni je pa rima padla na gužva, ne vem, kaj si mogo spužva, neki ni veliki besed. In kaj grozilenga pride? Pa tudi pridejo. Valjda. Kako se počutiš takrat? Ne, to gre se na Tilna, v redu. On se s tem sekera, jaz še nisem tam. Pa se sekera? Mislim, ne, verjetno ne. Čisto vseeno, pa tudi ni človeku. Ne, to. Pa niso v smislu, mi vam bomo naredili to pa to. Ja. Ampak sam tako, ful je enih žalitev. Ful je tako, ne smem teh besed s tem povedati, ali pa ne vem, Admirja, ki je Baltič, pa je magister Baltič, pa je, mislim, Bosanc, rojen je v Sloveniji, bolj slovensko kot kdorkoli iz naše ekipe. Kako poznal, ja. Ja, njemu pač, res gadne stvari pridejo. Ampak to vidiš, pridejo napisane tako na roko, pa pridejo po pošti fizični, pa tako, ljudje.
vi imate full cajta. Pa res si vzamete zdaj boste pa vi to z roko napisali vsaka čast. Ampak to verjetno pride zraven. No. Kaj pa ti, iz katerih se delate norca, ki jih imitirate, Načeloma ne. Načeloma mislim, koga srečaš, reče, mater si me fino. Pa bi bilo ene par takih. Ja, me smo komad, ko so lani mogli punce iz OnlyFansa, ali pa ljudje iz OnlyFansa, se je lahko kdorkoli, so se mogli prijaviti na davčno, ne? Oziroma na Furs, ja. In smo naredili pol komad Only Furs, kao namesto OnlyFans, Only Furs, logotip naredili in so klicali, nam je bilo full the best, a imate vi mogoče ta komad zadati, ali pa ne vem, imate vi ta logotip, ki ste ga imeli, da ga dobimo mi. Tako, ljudje, full več ljudi je sposobno sprejeti šalo na svoj način, kot smo se prej pogovarjali. So veliko bolj dovzetni, zato full ste nas dobri, full je to. Jaz še nisem imel izkušnje, da bi nekdo rekel, to je bilo pa res gnilo, kaj si mi naredil, to pa se še ni zgodilo, ampak jaz nisem dolgo na prodaji, ne vem, par let, tako da je gotovo je kdo tilno kdaj. Čeprav ima tudi tilni izkušnje par, ki imajo teh politikov, pa tako, bolj ko se je on norca delo, bolj je pravi politik šeril, pa vse komentiral, pa danes sme, pa res dobro, tak da imaš vsega. So Brežičani dobri ljudje? Pa najboljši, ne nekaj. Imaš še oder zanje postavljen? Ja. In se kaj dogaja, ali nimaš več časa tam kaj narediti? Premalo časa, imam premalo se dogaja. Ampak ene par koncertov se je zvrstilo. Govoriš o odru na dvorišču. Na dvorišču, ja. Mi dva rabimo teraso, da ima sužile perilo gor. Tak sem jaz to prodal. Ja. Pa nabavo palete, naredil cel oder, ozvočenje, postavil luči, tako na boljšem še nismo obešali perila. Noro dobro. Premalo se špila tam. Premalo se tudi nasploh tako, se po moje tako tempo življenja reče Perica. Ko te pozavga in posi tam zadnjega hočeš. V bistvu meni je najbolj sprostiti, če bi vedel, zdaj imam pa 3 tedne res tako gnečo, da se ne vidim. In zdaj boš pa lahko v soboto naredil en jam session. Ni mi ga lepšega kot cel dan tam kable zvijati, pa poštimavati, pa vse pa lučke, da bo vse to tam, da vsak, ki pride, tle ima synth, tle ima drug synth, tle ima monitor, tle ima stereo in-ear, tle ima gitaro, tisto gitaro, da je res oder tak, da folk sam pride, se usede, vse že špila, meni to vzame, ne vem, 4 ure postavljanja, meni ga ni lepšega, kot to postavljati. Meni je to, jaz, da bi bil tonc parodi, dobro plačen šiht, jaz bi bil tonc parodi. To je, sam tako so pa, tako zijajo kable, veš, ko rečejo overworked, underpaid, over-under. Zato rečeš motenju kablu over-under. Zaključimo z Rowdy in s tem, kaj bi bil, če bi bil. Pianist pa tonc. Ja, pianist pa tonc. Hvala za obisk v našem podcastu, za vse modre misli, pa... Povej čustveno, na neki bolj čustveno, jaz te bom pa outro naredil. Ja, čustveno. Zdaj si me pa dobil. Ampak res, če bi bil jaz punca, jaz bi se zelo neskončno zaljubovate. In Maja, konkurenca, imaš srečo, da nisem punca. Kaj bi bil, če bi bil, ne? Če bi ne imeli, bi na sekret upeli, ne čepeli. No, s temi besedami modrosti se od vas poslavljamo, dragi gledalci. Do naslednjič, ko nas spremljate v podcastu Dolenjski list.